Pred samim videokonferenčnim dogodkom mora gostitelj tudi ustrezno pripraviti orodja oziroma tale okna, ki jih vidijo uporabniki pred seboj. Od gostitelja je odvisno, kako veliko bo posamezno okno, kje se bo to okno nahajalo in ali bo vidno ali ne. Pri teh razporeditvah si lahko gostitelj pomaga tudi s temi prednastavljenimi vrednostmi tukaj spodaj. Te prednastavljene vrednosti so vidne samo gostiteljem, ne pa tudi predavateljem. In kakršnakoli sprememba v aktivni prednastavljeni vrednosti te razporeditve, recimo sedaj smo v razporeditvi, ki se imenuje sharing, recimo, da želimo tole okno skriti, se shrani v to razporeditev in kakršnokoli preklapljanje med temi razporeditvami, recimo sedaj v razporeditev discussion, pa collaboration in pa nazaj, se odraža v tem, da tistega okna, ki smo ga prej skrili tukaj, ni več. Ponovno ga lahko vklopimo takole, da ga poiščemo tukaj v meniju POC, se pravi orodja, in ga izberemo. Več o posameznih orodjih, ki se skrivajo tukaj v meniju POC, si lahko preberete na Agnesovi spletni strani, kjer nudijo zelo izčrpno pomoč. Gostitelj lahko poleg teh treh prednastavljenih vrednosti izdela tudi svojo postavitev oziroma new layout. Tukaj nas sistem vpraša, ali izdelamo novega ali hočemo uporabiti katerega od obstoječih, izberemo tega. In tukaj imamo možnost celo, da opišemo slovensko ime za to postavitev, recimo skupinsko delo. Takole, in sedaj smo v tej razporeditvi skupinsko delo, kjer lahko katerega od teh orodij skrijemo, prikažemo katerega novega, ga premaknemo na ustrezno mesto. Seveda sistem nam tukaj precej pomaga z lepljenjem na ustrezna mesta. Kadar imamo več kot enega predavatelja in želimo med njimi vzpostaviti nek način komunikacije, da lahko komunicirajo drug z drugim, kar bi bilo za ostale udeležence nevidno, lahko vklopimo tale pogled tukaj desno spodaj, Show Presenter Only Area, in pojavijo se nam okna, ki jih znova lahko posamezna vklapljamo, izklapljamo, spreminjamo jim velikost, ampak ta okna so vidna samo predavateljem v naši konferenci.